Danes ste z nami na 53. obletnici praznovanja rojstnega dneva Radia Študent, ki je bil ustanovljen 9. maja leta 1900 nekaj, ne morem zdaj na pamet zračunati, ampak danes se nahajamo na literarnem večeru in razstavi redakcije RKHL. Moje ime je Lara in sem nova članica redakcije in vam bom na kratko opisala oziroma vas bom popeljala po tej razstavi in mogoče pokomentirala kakšno delo. Prosim, sledite mi. Ta dela so načeloma prispevki članov naše redakcije, ki so jih večinoma naredili prav specifično za to priložnost. Zdaj ne bom vsakega posebej pokomentirala, ampak tlele, če recimo si pridete zadevo gledati, imamo nekaj zelo zanimivih, smešnih, iznajdljivih stripov. Potem imamo tlele nekatere grafike, tudi naših sodelavk, ki se specializirajo za vizualne umetnosti. Tole razstavo smo postavljali danes, cel dan prostovoljno, sodelavci redakcije za kulturo in humanistične vede. Mislim, da zato nismo posebej plačani, nam je bilo pa v veselje, ker zelo radi prispevamo naši skupnosti. Recimo, jaz sem danes spala, mislim, da cele 4 večere. Postavljala sem pa tudi so naši gostje, vsi se zelo zabavajo. Nismo hoteli imeti dejanske pogostitve v smislu nekaterih prviskov, zato lahko na našem vhodnem štandu najdete tak print enega samega čipsa, kar se mene zdi tako posrečeno, ampak če bi bil kdo posebej lačen, je pa tlele ena pločevinka 50 let starega graha, ki nam ga je neznani klicatelj doniral potem, ko je poslušal 1,5 ure oddajo Baltazar znanstvene redakcije. Potem imamo tlele nekatere zvočne prispevke. Marko, a bi mogoče povedal, kaj zdaj poslušaš? Uspavanko od Jana Kopača. Uspavanko od Jana Kopača, sodelavca glasbene redakcije. Torej je zelo interredakcijsko sodelovanje ustvarjanja tele, kako se reče, razstave in literarnega večerja. Tlele imamo ena razstavna dela, ki naj bi funkcionirala primarno v prostoru, nikakor ne kot neki muzejski eksponati na stenah. Vidite, da se ljudje zelo angažirano ukvarjajo z proučevanjem teh del. Samo sekundo. Valerija, to so tvoja dela, a ne? Tlele je prispevek za RTVŠ, bi mogoče sem nekaj kratkega povedala v njih, a si vesela, da jih danes lahko razstavljaš? Ja, ful. A ne? Zakaj mi to delaš? Prosim, pridite naprej. Ok, tlele imamo tudi razstavna dela, eno mizico našega tehnika, zelo glasnega Makisa, katerega priimka ne poznam. Ja, nova sem na redakciji, za Boga. Ula, zelo kritična posameznica iz glasbene redakcije. Nekaj časa sem se kar fejst bala. Tako je. Okay. Ja, kar se tiče teh razstavnih eksponatov, zelo simpatično je, ker smo vsi sodelavci Radia Študent prispevali predvsem naše sobne svetilke. Tako da tlele imamo sad skupinskega, kolektivnega, organiziranega dela, ena od svetilk. Če se premaknemo malo naprej, tlele najdemo še eno. Tlele je eden od filmov, ki se predvaja. Tole razstavno delo je sad dela večjih umetnikov. Ja, tlele imamo prispevek tudi ene naše sodelavke iz potovanja, mislim, da v Egipt. Zraven spada k ciklu pisem iz tujin, ki jih ustvarja, še kar nekaj jih ima na zalogi, ampak tlele je en sneak peek. Zdaj gremo pa naprej. Okay, tlele je drugi del razstavnih eksponatov znanstvene redakcije. Nisem zares še prebrala, sem pa slišala, da je naša sodelavka tole danes poskušala pritrditi sem gor. Ja, ni to zanimiva zgodba, porezala se je tako kar fejst do krvi, ima celo tako odprtinico, tako da tudi kri je tekla za to razstavo, gospe in gospodje. Tlele so ene maske, za katere je bilo posebej zahtevano, da se gledalec sooči z njimi iz oči v oči. Kot vidite, so kar precej morbidne. Če pogledamo zdaj tlele, žal smo že zamudili večji del,
ker je potekal med procesom tudi literarnega dela, pesniškega in razstavnega večera. Pomislil je na odsev popolne proteze v ogledalu. Tudi kulturni dogodki v ilegali so dolgočasni. Kaj bodo rekli sosedje? Pomlad je še cagava. Podzvezdni prdec. Ampak tlele se je izvajal celoten performance v dragu in sicer je Metod, naš sodelavec, pekel orehovo potico, ja seveda, duhovno kulturno dediščino Slovenije. In potica bo nared čez 20 minut in takrat bomo videli, če je ta njen povezovalni, integrativni potencial dosežen. Če bo takrat še vedno sploh še kdo ostal na razstavi, kar je pa drugo vprašanje. In ja, tlele bomo počasi zaključili. Mogoče bi rada pokomentirala zelo fascinanten prispevek vseh naših sodelavcev in predvsem zaželela našemu radiju srečnih 53 let. To je to. Konec. A je to v redu?